Lepo, lepo pozdravljeni. Oglašamo se vam iz naše volilne kavarne Nova Slovenija. Nahajamo se na Miklošičevi ulici in seveda to je tudi naša tradicionalna volilna kavarna. Vljudno vabljeni, če boste tukaj šli kaj mimo, in seveda tukaj vas ne bodo čakali samo kandidati za poslance, temveč tudi poslanci, pa naš robot, ki vam lahko pove tudi kaj več o našem programu. Zdaj pa ne preveč govoričenja, gremo k našemu kandidatu oziroma kandidatki. Z nami je Mojca Erjavec. Mojca Erjavec, pozdravljena. Živijo, lep pozdrav vsem. Malo uvoda, toliko, da jo spoznamo, oziroma njen impresiven življenjepis. Si magistrica evropskih študij, profesorica angleščine in nemščine, strokovnjakinja za evropske politike, s skoraj 15 let izkušenj dela v institucijah Evropske unije, potem pa tudi zelo aktivna v Novi Sloveniji, imaš različne funkcije, tudi občinska svetnica na Ravnah na Koroškem, pa seveda tudi del Evropskega urada za izbor osebja si bila, si mama, si partnerka, ljubiteljica živali, kuharica, bralka, pevka in plavalka. Po vsem tem življenjepis je impresiven, mene zanima, kaj je tebe pot vodila v politiko. Kako? Kdo? Zakaj? Kako? Ja, zdaj, ko si to vse nanizala, se res sliši veliko, ampak seveda je to postopek, proces, skozi katerega gre človek v svojem življenju. In prav si povedala, mene je pot že zelo zgodaj peljala v tujino, že kot dijakinja, pravzaprav sem se udeleževala izmenjav, nato sem to nadaljevala med študijem in tudi službeno. Potem pa po nekem času, torej ko sem si že ustvarila kariero v tujini, ko sem delala v evropskih institucijah, naredila magisterij, si pridobila znanje, izkušnje, tudi iz evropskih politik, sem si želela prispevati nekaj nazaj. Najprej sem, moram biti odkrita, mislila, da bo to šlo preko udejstvovanja v Sloveniji na področju evropskih sredstev, torej projektov, da bom aktivna predvsem vsebinsko, vendar pa sem hitro ugotovila, da tudi tukaj so potrebne spremembe. Namreč moja velika strast so evropski projekti in tudi s svojim delovanjem v politiki želim prispevati in tudi nekaj tega sem že prispevala, da se bolje in bolj smotrno uporabljajo evropska sredstva. In takrat sem si rekla, ne, na ta način, kot se to dela pri nas, ko velikokrat je bolj pomembno, koga poznaš, ne kako dober si, to želim spremeniti in to je bil pravzaprav tisti razlog, da sem se podala v politiko. Dobro, zdaj, ko smo slišali razloge, me pa zanima, kje kandidiraš in če imaš, glede na to, da jaz vem, da si kandidirala tudi 4 leta nazaj, imaš kakšne nove pristope, kako dobiti čim več volivcev v tem svojem okraju, tako da to bi nas res zanimalo, predvsem mene, no? Prihajam iz Koroške, to se mogoče tudi sliši. Res je, zdaj prvič kandidiram v kraju Radlje ob Dravi, prej pa sem kandidirala v sosednjem okraju Ravne na Koroškem. To sta oba obmejna okraja, Koroška pa je regija, iz katere se ljudje žal izseljujejo bolj močno, bolj pogosto, hitreje kot iz drugih regij. In to je velik problem. Torej, prebivalstvo se nam stara hitreje kot drugje. To je eden izmed izzivov, seveda pa tudi ta naša povezanost, poznamo zgodbo z 3. razvojno osjo, avtocesto čakamo že 40 let in to so tiste velike bolečine, velike vrzeli, ki jih ljudje, ko so pri nas, bom rekla, na Koroškem, dobro poznajo, občutijo in so skozi desetletja že skoraj da izgubili upanje, da se bo kaj spremenilo. No, mi smo na Koroškem, bom rekla, vzpostavili neko stabilno mrežo, smo prisotni, ne samo med volitvami, ampak tudi drugače na terenu, veliko organiziramo dogodke, vsa ta leta. Lani smo recimo imeli tudi našega predsednika Jerneja Vrtovca na okrogli mizi, takrat je govoril o cenah v energetiki, povedal je, kako si je prizadeval za 3. razvojno os in to so ljudje tudi cenili in niso tega pozabili. Pa tudi, ko je bil Janez Cigler Kralj, ki tudi izhaja iz te regije, minister za delo in za socialne zadeve, je
med svojim upravljanjem funkcije zagnal največji investicijski val v domove za starejše. In to so občutili tudi prebivalci Koroške. Se je obnovil Javorniški grad in tam je nastal center starejših. Potem v Črnečah, v Dravogradu, je dom starejših dobil oddelek za demenco. Okrepili pa smo tudi dom Hmelina v Radljah. Takrat sem imela veliko čas, da sem z Janezom lahko tudi sodelovala kot vodja kabineta. Tako da smo že dokazali, da imamo znanje, izkušnje in tudi voljo, da dejansko gremo med ljudi, poslušamo, kaj si želijo in na koncu to tudi zanje dostavimo in spremenimo ter tako izboljšamo njihovo kakovost življenja v regiji. Volilni štab že imaš, kakšno ekipo, koliko članov imaš? Ja, te ekipe so zelo pomembne. Moramo biti inovativni, moramo biti polni energije. Saj včasih je težko, ker imamo vsi svoje službe, svoje družine, vendar skušamo nekako držati ta korak. In veseli smo, da se je ekipi NSI na Koroškem pridružila tudi ekipa SLS. In skupaj nekako z roko v roki, korak za korakom premikamo stvari in sem prepričana, da rezultat ne bo izostal. Že mogoče imate v misli kakšne lokacije, kje se boste nahajali za vse tiste, ki poslušajo tale kratek volilni pogovor. Kje vas ljudje lahko najdejo? Kje boste delili mogoče NSI očalca, pa kakšne krpice? Kje lahko naši kaj dobijo? Evo. Ja, prisotni smo povsod po terenu, seveda ne povsod naenkrat, ampak naša kampanja zelo temelji na tem, da imamo stik z ljudmi, da smo med njimi, da smo na dogodkih, da tudi sami kaj organiziramo, da gremo, če ni druge, na ulice, da jih povabimo, da se pogovorimo in seveda spodbudimo, da grejo na volitve in glasujejo. Še bolj veseli pa smo, če lahko odgovorimo tudi na njihove dejanske težave, zato že tukaj zdaj vabim vse, sej nas poznate, sledite nam, napišite nam tudi kakšno sporočilo, vsi smo dejavni tudi na družbenih omrežjih in tako lahko skupaj premaknemo stvari na bolje. V politiki imajo vsi ljudje radi konkretizacijo. In glede na to, da si ti že 2 mandata občinska svetnica, da pogledam torej Ravne na Koroškem, daj mi povej konkretne rezultate tvojega dela kot občinska svetnica. Kaj si predlagala in kaj je bilo možno v teh 8 letih dejansko zaradi tvoje pobude konkretno narediti? Omenila sem že, da resnično verjamem, da takrat, ko odgovorimo na neke potrebe v skupnosti, takrat smo kot politiki najbolj učinkoviti. Ne gre samo za to, da govorimo ali da obljubljamo, ampak da imamo ekipe, da imamo znanje, da to tudi spremenimo. In videli smo, denarja je dovolj, ali pa znamo ta denar usmeriti tudi tja, kjer bo naredil največ koristi za ljudi, pa je tisto vprašanje. In v svojem delovanju, tudi kot občinska svetnica, sem si vedno prizadevala za to, da sem spodbujala predvsem prijave na razpise za evropska sredstva. Omenila sem že, da smo na Ravnah na Koroškem po dolgih letih dobili center za starejše, ki smo ga uredili v čudovitem dvorcu Javornik in v čast mi je, da se je ta obnova začela, speljala med mandatom naše vlade. Potem smo takrat tudi dogradili vrtec oziroma zgradili novega. Obnovili zdaj po popoplavni obnovi, to ni bilo več v času naše vlade, z evropskimi sredstvi številne ceste, infrastrukturo. In tudi pri evropskih sredstvih vedno opozarjam na preglednost in nadzor porabe. Tako da se, marsikaj omenila bi še digitalizacijo železarske dediščine, tudi tam smo namenili več kot nekaj milijonov sredstev iz evropskih skladov, zato, da bodo naši otroci imeli to zavedanje o pomenu zgodovine na tem območju in še vedno ostajali tukaj, ker mi imamo bogato tradicijo, tudi industrijske dediščine, vendar pa moramo poskrbeti, da bo to preko inovacij, preko tehnološkega preboja postal tudi izziv za mlade, da bodo si našli načine, kako si tukaj s tem še vedno in tudi v prihodnje služiti kruh. Ker kot sem omenila, je ta
je izseljevanje resnična nevarnost za regije, kot je Koroška. Mojca, po slišanem lahko rečem, Slovenija te potrebuje, Korošci te potrebujejo in še dobro, da nisi ostala onkraj meja zgoraj v Bruslju. To res. Evo, zdaj pa gremo na 22. marec. Ura je 7 zvečer in mi izvemo, da je Mojca Erjavec izvoljena v Državni zbor. To si vsi želimo. Zdaj pa prideš v parlament, katere odbore bi vzela pod svoje okrilje? Katere tematike, področja te zanimajo in bi najbolje zastopala naše vrednote, stališča Nove Slovenije? Zaradi izkušenj v kabinetu ministra Ciglerja bi si gotovo želela odbor za socialne zadeve. To je področje, kjer tudi kot mama lahko doprinesem nekaj izkušenj iz realnega življenja. Sej vidimo, kako so družine vsak dan bolj obremenjene, kako pravzaprav srednji sloj je tisti, ki mora podpirati seveda otroke, potem tudi starejše, vendar pa ni dobro, da jih to vedno udari po denarnicah. Mi si želimo spodbujati družine, omogočiti bolj dostopen, mogoče tudi brezplačen vrtec. Želimo si, da bi se jim namenile davčne olajšave in vse to so ukrepi, ki zahtevajo večino v Državnem zboru. Potem želimo tudi ponovno dati vrednost delu, kajti če bomo še naprej nadaljevali z življenjem v takšni družbi, kjer je delo in nedelo skoraj da enako vrednoteno, ja zakaj bi potem obsojali tiste, ki se odločijo, da ne bodo delali? Ne, mi želimo ponovno dvigniti neto plače tako, da jih manj obdavčimo, da zvišamo davčne olajšave, zlasti za tiste, ki ustvarjajo in ki doprinašajo največ v našo družbo. Seveda pa ne smemo pozabiti na ranljive. Tako da socialne zadeve gotovo, potem pa me zanimajo seveda zaradi mojih mednarodnih izkušenj tudi zunanje zadeve, evropske zadeve, tako da to pa je... Lahko že rečemo, da si potem pa že polno zaposlena, tako da je dovolj. Potem pa že ne ostane več kaj. Mojca, najlepša hvala. Zelo prijeten pogovor. Vsakega kandidata seveda vprašam, kam gre naša skupna lista v... Akcijo! Hvala tudi tebi in hvala vsem.